Danes je pa petek in v času velike noči smo. Povej, si ti že pobarval svoje pirhe, jih okrasil? Mislim, za jutri, za Gžegno. Sem barval, ja. So lepa? Sem barval, celo leto sem pazil na to in so prav lepa. To si mi zdaj podtaknila. Pustiva na svetu o tvojem barvanju in govore in prepustiva, da gospod mojster Janez pove kaj lepega za vse nas. Mojster, kaj porečete nocoj? Ja, takole. Dragi moji, vem, da ni odveč, da vas prav lepo pozdravim in da zaželim lep večer v taki prijetni in razizgrani družbi. Kar najbolj pomembno, da smo danes približuje lep praznik, katerega praznujemo slovenski narod z vso spoštljivostjo in to verni in neverni. Kajti po stari šegi ima ta praznik zelo velik pomen. Velikonočno jutro naj vas prevzame in napolni z upanjem, da je življenje močnejše od smrti in ljubezen močnejše od sovraštva. Po starih šegah je na veliki četrtek pomembno, da se perilo ne pere in v fizično dela se je treba vzdržati. Zvonovi in orgle pa se zavežejo. Na veliki petek pa maše ni. Velika sobota je v znamenju blagoslova, ognja, vode in velikonočnih jedi. Domača potica, prata, šunka, hren, pirhi ne smejo manjkati v vemu jerbasu. Ponedeljek pa je čas za obiske. Poleg tega velja, da se začne bosi hoditi. Zato se zabavajte v barvanju pisanic, pirhov in uživajte v bogati obloženi mizi. Skoraj smo pozabili na raglje, ogenj, kurjen in žegnem pred cerkvijo, katerega s kresilno gobo mlade še znosi po hišah. Gospodinje pa jih nagradijo s pirhi. Štrucanje, sekanje pirhov pa je marsikje že pozabljen običaj. Ampak se s spoštljivostjo ta običaj ponovno vrača v veselje vseh nas. Pa še nauk. Ta praznik je pomemben tudi zato, da imate enkrat na leto lahko ja pa 3 pike. Vaš mojster Janez. Hvala lepa, mojster. A si slišal? Tako da pričakujem, da si si zapomnil vse in da čez 2 dni pridem na pirhe, hren... In na ostalo. In na ostalo. Dobrodošla, seveda. Hvala.